Na glasovanje tako dajem naslednji predlog sklepa. Državni zbor imenuje magistra Boruta Sajovica za ministra za obrambo. Glasujemo. Navzočih je 72 poslank in poslancev, za jih je glasovalo 46, proti pa 26. Glede na izid glasovanja ugotavljam, da sta ministra Vlade Republike Slovenije imenovana. Magister Borut Sajovic, minister za obrambo. Gospod Sajovic, prosim. Predsedniku, hvala lepa za zaupanje. Komu? Vsem vam pa za podporo, vsem 90 pa priporočilo za sodelovanje. Jaz nisem tisti, ki... Prisegam, da bom spoštoval ustavni red. Kakšen? Da bom ravnal po svoji vesti in vsemi svojimi močmi. Imamo vsebinske težave. Deloval za blaginjo Slovenije. Glede na to, da je Ministrstvo za obrambo ministrstvo, ki ima v bistvu v lasti največ nepremičnin, se mi zdi logično, da gre tržiški nepremičninski mogotec Borut Sajovic ravno na to ministrstvo. Verjamem, da se bo ukvarjal predvsem in največ ravno z nepremičninami. Ta vlada je vlada afer, ta vlada Slovenije ne pelje v pravo smer, razplamteva kulturni boj in tega je dovolj. Mi potrebujemo stabilnost, mi potrebujemo predvidljivo okolje, tako za državljane in državljanke, tudi bomo rekli, za poslovne subjekte, ki rabijo predvidljivo dobro poslovno okolje in ne nazadnje, skupni naš izziv pa je vsem dostopno javno zdravstvo, ki je pa tudi trenutno v razsulu. V bistvu praktično ni meseca, kjer se poslanke in poslanci ne bi ukvarjali s tem, kdo bo nov minister na določenem resorju, in to je pač dokaz, da je vlada Roberta Goloba neučinkovita, da ne vlada in da ne rešuje aktualne problematike te države. Mi smo konec septembra zaključili evidentiranje kandidatov za poslanke in poslance. Do konca leta bomo sestavili listo 88 kandidatk in kandidatov za poslance, ker pričakujemo, da bodo naslednje leto predčasne volitve.